Čestitam Srbiji na zasluženi, tudi kar se višine zmage tiče, popolnoma zasluženo. Pravzaprav pa mi ne ostane drugega kot sploh zadnjih 10 minut skoraj, da že razprodaja nekega ogleda. Nedostojno ene reprezentanci na tem nivoju, če pustiš, da dobiš 2 gola iz prekinitev, pa 3 dni se pogovarja samo o prekinitvah, potem je tudi stvar to nekega pristopa, neke discipline, neke odgovornosti. Ne glede na to, da se nam je uspelo prvi polčas vrniti, pa je bilo jasno, da bodo njihove menjave dvignile ritem. Mi pa smo nažalost, ko smo bili primorani osvežiti ekipo zaradi nekih poškodb, padali in pravim, tudi višina te zmage je popolnoma zaslužena. No, predvsem smo jih že v polčasu opozorili na tolikšno število neforsiranih napak, da je to pravzaprav že nedopustno, neverjetno ob vsem tem, na tem nivoju, ko veš, kakšnega nasprotnika imaš. Mi smo od prve minute pravzaprav sami sebe za vsako podajo, vsako netočno podajo, ki jih je bilo milijon, njim dali možnost, da realizirajo. Sicer res, da smo dobili prva 2 gola iz prekinitve, ampak že pred tem smo si sami zakuhali za to tudi neodgovorno igro situacije, ko bi lahko oni poentirali. Res, da smo dali lep gol, da nas je to, in namesto, da bi iz tega naredili več, da bi iz tega dobili mi zagon, pozitivo, smo zelo hitro potonili še z ene prekinitve. Potem sicer, se pravim, ker nekaj menjav smo morali narediti zaradi poškodb, ampak to na koncu pa je izgledalo že razprodajo ogleda. Ja, mislim, da je ta tekma ima zelo dosti stičnih točk z Splitom, ko na nek način moraš pokazati tudi jajca in potem enostavno se skriješ. Jasno je, da jaz sicer zdaj govorim o igralcih, ampak govorim v prvem imenu, ker jaz sem tisti, ki sem za to vse skupaj odgovoren in ki vse to skupaj vodim in postavljam. Tako da to, kar je bilo danes, enostavno ni bilo dobro. Če je bilo proti Švedom nekaj stvari dobrih, to danes ni bilo dostojno tega nivoja, na katerem igramo. Da, istina je, da so oni promenili 8, mi 4 igrača, ali možda se tu vidi čak i širina kadra koja ima srpska reprezentacija. Još jednom, i visina tog poraza je realna slika onog što se vidjelo na terenu i to sigurno nije, što se nas reprezentacije tiče, dobro, da već drugu utakmicu poslije one u Splitu izgledamo tako katastrofalno. Ja, verjetno je tukaj vse na dlani, od koga je odgovornost. Je pa verjetno tudi seveda stvar igralcev in samega pogleda, mogoče koga v ogledalo in v nekem momentu, ko imaš dres na sebi, drugače reagirati. Ampak, da se razumemo, jaz grem od sebe in to, če jaz to vodim, če sem jaz za to odgovoren, potem to ni dobro in potem tukaj ni treba kaj dosti filozofirati. Ne, jaz bi rekel, ne resni, ker res v tem času, ko sem nazaj, nobenih problemov z disciplino, nobenih vedno prizadevnost na treningu, redko kdaj, da kdo na nek način se ne odzove na poziv. Tudi med njimi je neka atmosfera, ki je razen na igrišču dobra, ampak potem prije, zdaj že v zaporedju, takšna tekma, ki enostavno vse, kar delaš, pade v nič in ali bo potrebno zaorati konkretno in poiskati kakšna nova imena ali pa iti verjetno od vrha dol. Ampak zdaj smo sredi tekmovanja, čez 4 dni je nova tekma. Jaz pa upam, da se vsi skupaj z mano na čelu zavedamo, kako smo danes izgledali. Ja, enostavno gre to za individualno kvaliteto, katere smo se mi zavedali. Mogoče je tudi bila to taktična stvar, da so prvi polčas za drugo garnituro, svežo garnituro držali nas pod pritiskom, potem ko smo začeli mi padati, je pa seveda ta individualna kvaliteta absolutno odločila. Vedeli smo, takoj ko smo menjali, kateri igralci prihajajo, tudi na to pripravljali varianto in na 2 napadalca in na enega napadalca oziroma z 2 ofenzivnima veznima, opozarjali, pokazali, risali prekinitve,
ampak to je pač tisto, ali imaš, ali igraš na nekem nivoju in ali pa na koncu koncev zgledaš tako, kot smo mi izgledali. Glasni so bili oni med sabo, jaz sem bil zdaj v mix zoni, tako da še pravzaprav prav v slačilnici nisem bil. Se pravi, po taki tekmi, če nisi dovolj objektiven, pa samo kritičen, potem nemaš kaj v športu iskati. 360 stopinj drugačne, kot sem razlagal. In to je mogoče to ravno naš problem, da je to vse nekje lepo zapakirano v nek dober odnos, pozitivno atmosfero. Mogoče bi se morali večkrat sfajtati, pa mogoče tudi iti v kakšen konflikt, kaj se tiče komunikacije, bi boljše izgledalo, kot pa samo v redu, vse ok, pridni, krasni, na igrišču pa potem tole. Ko bi morali, kot sem že danes enkrat povedal, nekaj pokazati, tega ni. Se pravi, čez 4 dni je tekma v Oslu, potem še tekma v Ljubljani proti Srbiji in potem je jasno, da je potrebno pogledati, kako in na kak način dalje slovenski reprezentančni nogomet. Tragedija, ki vse meni osebno pove, da je na svetu še kaj več kot pa nogomet, da je nogomet še vedno samo igra, kjer enkrat zmagaš, enkrat izgubiš, enkrat greš na svetovno prvenstvo, drugič ti ne uspeva kaj dosti, tako da iskreno sožalje vsem prizadetim. Slovenija pa je, glede na to, da sem jo tudi osebno kar poznal, je izgubila enega človeka, ki je v določenem obdobju obeležil slovenski nogomet. Na žalost smo ga izgubili, ampak zopet po drugi strani življenje teče dalje in mi, ki ostajamo, moramo skrbeti, da pri mladih ljudeh, vsaj zame so to mladi ljudje, ne pride do takšnih tragedij.